Pred leti mi je prišla v roke knjiga, krasen katalog kulturno-zgodovinskih spomenikov občine Jesenice in naletim na sliko, ki jo bom pokazal potem svetega Genuina in Albuina. In takrat sem se še sam v svojemu blejskemu egocentrizmu zavedal, da je bila ta naša posest, ni bila samo bled bohel današnje gore, ampak da je šlo še čez Savo, na kar tudi na Bledu in tudi tukaj prevečkrat pozabimo, da smo bili v bistvu 800 let skupaj, pa ne čisto posebni enoti, kjer je bil na čelu knezo Škof Briksna, knez in Škof, ker bom povedal še potem se bodo tole zdaj skupaj. In smo bili izjemno privilegirani, tako podobno kot loško gospodstvo v tem širšem prostoru, kjer so se gospodarji menjali in seveda gledali, kdo bo čim več iz ljudi potegnil ven. Takole, vi danes Bled, če pride čez Polane, vašo lepo vas, posebej pa to cerkev svetega Genuina in Albuina, ki takole izstopa v tej svoji cesarsko-rumeni barvi, pod Karavankam. Običaj je bil, da, ko bom pa povedal od 1004. leta, vemo, da je to področje v rokah knezov in škofov, oziroma škofov in knezov z Briksna na Južnem Tirolskem, in to je bila ena njihovih najpomembnejših posesti. Napako je pa imela glavno to, da je bila zelo oddaljena. 6,5 dni ježe je bilo z Briksna, se pravi po reki Rijenci navzgor, po Pusti dolini, Pustrški dolini, mnogi med vami so mogoče kdaj smučali na Kronplacu, no, tam mem so šli, to je bilo tudi njihov na Inihen, do Drave, izvira Drave na Inihen, ki je bil frajzinško gospodstvo, in tam tudi mrzdo od nas izvira, ker so jih naseljevali na Loškem gospodstvu in smo se seveda pomešali. In potem čez Obdravi, z Belaka čez Korensko sedlo in tukaj od Javornika naprej se je posvetila cerkev svetega Genuina in Albuina, glavnih briksnskih svetnikov na meji njihove posesti, tako da so takoj vedeli, so prišli na svoje. To smo probali ponoviti 1010 let po prvi omembi Bleda. Takrat smo se začeli zgovarjati, da bi mogoče še enkrat posvetili kapelo na Bledskem gradu, ki je posvečena istima dvema svetnikoma, in kot vem, sta to edine dva bogoslužna objekta tukaj izven Tirolske, ki sta posvečena tem dvema škofoma. Tukaj v sredini pašuje škof z Briksna, sedanji Ivo Muzer, izjemen gospod je to, saj sem poznal že prejšnji tudi, mlajši je po rodu Ladin, se pravi pripada mu ljudstvu, ki je komaj še 40 000 v Alpah, podoben so v Furlanah, jih je več, in tem Reto-Romanom v Švici, in ima vse zmera tudi v temu jeziku, ki je skoraj izumrl, na taka vulgo-latinščina, je to zanimiv jezik izredno. Tako da prvo, bom z desne začel naprej. Tukaj imamo Sreča Vernika, našega predsednika muzejskega društva, s katerim že vsa leta seveda super sodelujeva. Naprej je Pavla Bahar, nekako zadolžena na naši pobratini občini Briksen za Bled, tedanji župan Albert Pukštara, škof Muzer, dr. Dželmi, ki je po smrti dr. Wolfsgruberja glaven strokovnjak za briksensko zgodovino in tudi našega gospodstva, vaš tedanji župnik Jože Treven in jaz. Postavili smo se, tukaj smo jih pričakali, še malo pred Jesenicami smo se peljali skupaj, jaz sem želel res, da tudi Muzer doživi tako, ker so mnogi škofi pred njim. No, zamenjali smo jih na našemu
gospodstvo, da je 66 približno, se jih je zamenjalo. 66 šefov iste firme. Težko si to danes predstavlja, da je bilo to takrat mogoče. Držav smo zamenjali čuda in pol, ampak to je še 8 stoletje skozi. Tukaj vidimo, seveda, tam še nad vrati imate lepo zrezana oba škofa, Ingenio in Albuina, da na oboku sta grba obeh, levo je Albuin, desno je Ingenio in zadnji grb se ne ve, če je bil res tak, a je oljčna vejica, ki je druga, od spod je grb briksenske škofije, Sveto Jagne, seveda letnico poznate bolj kot jaz. To je takrat, ko bi mogli, ko so začeli z gradnjo nove cerkve, pa veste, da je prišlo do nesreče in da so jo šele kasneje lahko posvetili. Briksenski škof je bil cerkveni in posvetni vladar svoje dežele. Zato ga zdaj tale kol malo razložil. Tukaj vidite krono in meč. To pomeni kneza. Mitra in pastoral, škofovska palca, pastirska, pomeni škofa. Tukaj ta grb je od tega škofa, ki je bil menda zelo dobrosrčen in je pomagal revežem, kar je seveda mogel, ker je Briksen pod Brennerskim prelazom in tam so vse vojske šle čez in vsaki tok se jim je in tam v gnezdu in so ga mogli po domač povedano futrati, kot da so bili domačini lače. Vse to je bilo tudi pri nas velikrat. Tukaj gor imamo grb škofije, tukaj imamo pa grb kneževine. Grb kneževine je tirolski orel, ki ima tukaj čez oprsje škofovsko palco. To je bila država v državi. Podobni sistem je bil frajzinško gospodstvo, mogoče se težko predstavljate, pa bivši papež, da še živeči Benedikt bi bil loški gospod, ker je to ista škofija. Salzburško je bilo podobno, Pasovsko in tako naprej, ampak v glavnem je zemlja na Kranjskem v rokah posvetnih oblasti raznih plemiških družin. In seveda ste obe dve te gospodstvi vsem še zmeram izjemno na živce. Še danes gledate zgodovinske zemljevide, stare Kranjske in to, če gledate kakšne tuje zemljevide, te dve gospodstvi stopata pa res kar iste farbe, ne vse, sploh ni. Ko jim še danes nekako noče pristo podzavest našemu zgodovinopisju, da je bila to ena posebna forma. Gremo naprej. No, seveda začetnika sta prvi izpričan škof je Ingenio z konca 6. stoletja. Zdaj se moramo predstaviti v to področje. To je pod Brennerskim prelazom, ki je najlažjih prehodov z nemških v italijanske dežele čez Alpe. In na koncu tega je bil, še malo zdaj. Na koncu, na koncu tega je bil na tem hribu presebno, od spod je mu pojavil mesto Klausen, kar pomeni kruže. So se je bila ustanovljena škofija in kaj so se zatekali v glavnem kleriki, preganjeni, ker to je čas velikih bitk med Longobardi, Bajovari, se pravi Bavarci, za Longobardi so Franki in tukaj je stalno po tej poti, so stalno problemi in ni bilo. Bomo šli nazaj. In šele tamle konec 6. stoletja je v zapiskih Pavla Diakona, ki tudi piše o preseljevanju Slovanov in o spreobrnitvi pozneje mesto ne več. To je o naselitvi Slovanov, on prvi piše, bil logobardski zgodovinar in že omenja tega Ingenioina. No, tukaj imamo Ingenioina, Albuina imamo pa zato,
nadbleden, ker je pač to gospodstvo poklonil. To je slika, ki je bila po vojni pri vas na Podstrešni, drugače pa z Blejskega gradu, kot piše Resman, in smo jo takrat tukaj odkupili. Vam je prišel tudi prav takrat, mi smo nagradi pa kar dobro zaslužil Blejski, ko smo se tistih 1000 evrov z veseljem lahko priušili in da smo to dobili nazaj na Bled, ker po vojni seveda grajska kapela nima več v funkciji kapele in je zdaj kot videli spet posvečena. Slika je stara v Radolci, v delavnici mojstrov Goričnikov, kot je prej povedal Mijeljaš, da en je bil slikar, brat je bil rezbar, mislim, da imate prišanco, zato te mi še posebej predavali prav v vaši cerkvi. In tale pa začetka prejšnjega stoletja slika na vašem glavnem oltarju obe dveh škofov naših zaščitnikov. Seveda druga je kapela na Blejskem gradu, včasih jim je zvonik, je sicer najstarejši del gradu, ki je ostal cel, vidite, da so še gotski oboki, več potresov je na Bledu bilo, tam je začetek, še takoj bil začetek 16. stoletja in se je grad skoraj dotal podrl, druge škode ni bilo dosti, ker so bile glavne lesene te koče, kmečke, kot da ni bilo tako hudo, te so pa kar dolga leta mogli popravljati. No, tudi to je kapela svetega Ingina in Albuina, gremo naprej. In to je pa z posvetitve, vidimo škofa Muzerja in tedanjega apostolskega administratorja ljubljanske škofije, takrat pač škof monsignor Uran, bi bil Ljubljan, ki sta skupaj posvetila, tudi z našimi župnikom naprej, ponovno kapelo na gradu, to je bil seveda Andrej Glavan in Ivo Muzer. Je bila ena zelo lepa stvar, ganljiva in ne vem, mislim, da je tudi našim gostom to v neizbrisnem spominu ostal. Naprej. Seveda, tisti, ki nas je začel opozarjati na že prej župnik Lavtižar, znameniti pisec, porodil s Kranjske gore, ampak najbolj pomemben od vseh teh in tudi ta, od kjer se lahko največ naučimo vsi, tudi vi, ker velikrat omenja Koroško Bilo, je bil seveda fantastični blejski župnik Franc Cegornik, ki je leta 67, se pravi, to je zdaj že 54 let nazaj, v ne prav prijetnih časih, ampak s podporo turističnega društva takrat v samo založbi izdal Let v feudalni dobi. Profesionalni zgodovinarji imajo to za eno najboljših lokalnih zgodovin iz tega obdobja. Je res zanimivo, da on zgodovine piše neprimerno bolj zanimivo in brljivo, kot so včasih. Ker so videli na umetnosti zgodovine prost, razen izjem, ki tukaj še niso vsi prišli do tega, da je to včasih težko brati, ampak te, če nisi res noter, ampak skozi bolj se zavedamo, da moramo preteklost razlagati tako, da jo čim več ljudi razume, ker osnovno znanje ni prav močno. Ta, s katerim sta bila najboljša prijatelja, sem ga pa še tudi sam poznal, dr. Karl Goldsgruber, je izjemen zgodovinar in ta je seveda arhivar. Tismo smo vsi tih, ker na Briksenskem dvoru, ki je danes muzej škofijski, ker v 60-ih letih, morate vedeti, smo na Južnem Tirolskem, da je to dežela kot naša Primorska, ki so jo za izdajo, s katero so za izdajo v prvi svetovni vojni Angleži nagradili Italijane, in da so tam tudi se strahovito nasramno in ponižujoče obnašali do domačega prebivalstva, fašisti kot pa nas. In seveda naselili veliko Italijanov z juga, posekali pod Bocnem, pa nas piše Bolcano. To je tako grdo, ker to je neznanje pri nas. Ali pa, da uporabljamo italijanska imena za Južno Tirolsko, je z naše strani Slovencev izjemno neprimerno. Ni, piše San Candido, to je Inihen, staro, Brikse ni brez Anone, ampak če berete te naše časopise, kjer znanje seveda hitro usika, zmeram
izjemno ponižujoče uporabljamo na novo izumljene italijanske izraze za stare kraje, za stare gore, kjer se je govorilo nemško, kot pa na slovensko. Ampak to je pa nas brez tega ne moramo. No, ta Wolfsgruber, če še povem, je takrat se je predstavil, se je škofija predstavljal Bocen, bliže rečem Italijanom, ker je Brixen še zmeraj duhovno središče južnih Tirolcev. Ni Bocen, ki je največji mesto. In takrat je ta dvor ostal prazen in on je uredil na tem dvoru fantastičen muzej. V glavni sobi tega muzeja, kjer je to bil tako škofijski dvor kot knežji dvor, ampak tam, ki je bila knežja oblast, tam so vsi grbi, tudi bomo videli pa je krajgov, ki je za blezga porabljen, so pa tudi dve krasne slike Bleda, cele okolice. No, tam seveda oni nikoli ne pozabijo, da je bil Bled del njihove posesti in oni skozi to forsirali. Zakaj je ta Brixen tako pomemben? Potem, ko se je dal v Rimu leta 800 kronat Karel Veliki, je tako pomembno, da imamo po njemu besedo kralj. V vseh slovanskih jezikah je kralj pride od Karla, še v madžarščini, ki so za nam prišli. In on je šel do Rima in je pač izsilil ta naslov Sveti rimski cesar. Ni bil ne rimski, sveti je seveda hvala, to kot še kakšen drug, ampak poti do Rima, vse poti vodi v Rim, to je pa zdaj morate zastopiti, da je to severa pogled na jug, to je Italija, ne, naprej, školi. In tle je več poti bilo ena glavnih poti čez Alpe. Zato za te vse mogočne Franke, s katerih sta nastali dve države glavne, evropske, Nemčija in Francija, ne, je bila tukaj tudi čez Brixen, čez Brenner in Brixen navzdol. Skoraj vsak bodoči izvoljen, ki to ni šlo avtomatsko. 1000 let se je ta naslov podeljeval, večinoma so bili pa avstrijski vladarji, tudi kakšni Čehi vmes, otokrat še ne, ampak so bili Nemci, Avstrijci, te svetirinski cesarji po Karlu in so skoraj vsi mogli tukaj čez Brenner. Tega so se pa kar bali, ker je bilo tam tudi najlažje enega pospraviti, preden bi do Rima prišel, da ga papež krona. Ni bilo zmeraj vse tako. Približno zdaj govorimo za tisto, kar najbolj velja. In 1004 je bil tam seveda škof Arbuin, tukaj bomo zdaj prišli. No, tukaj še prej je Cassian. Cassian, da ga ne pozabim, ni 100% izpričana zgodovinska oseba. Govorimo o času preganjanja kristjanov pod cesarjem Dioklecianom, ki ga skoraj vsi poznamo z Splita. Z tega časa imamo največ, pa veliko svetnikov, mučencev. Ta je bil izjemno grob do vseh kristjanov. Z tega časa sta tudi, zdaj že nazalo samo še druga, ker je prva sta zdaj Cel Metod, zavetnika naše ljubljanske nadškofije, to sta svet Mohor in Fortunat. In z tega časa je tudi Cassian. Za Cassiana ne bi bilo rečeno, en pesnik ga omenja in potem so ga večkrat, ki so vsi iskali še globlje korenine, kot so bile. Nič posebnega, se tudi če danes preberete, kaj se zdaj dogaja, pa veste, kaj je bilo res, zamislite, na kakšni osnovi, na kakšnih dokumentih se kakšna resnica potem pogrunta. Pa že danes beremo, pa se vsi po koncu. Tako da ni nič novega pod soncem. Cassian je bil učitelj v Imoli, tam so danes dirke formulene, pri Bologni. Bil je menda zelo strog, bil je pa neskrivej kristjan in ki se je to zvedel, je sodnik, ki ga je obsodil, učenca, ki ga pa niso marali, naročenega mučijo do smrti in so ga našpikali so ga s takim stilu, se pravi, to so bile pisale. Takrat so pisali, praskali pravzaprav po povozkanih dilcah. In tle moje rok, te se pa zna vid, to mojo abecedo so imeli vžgano, da so znali in so ga seveda do smrti
Mogoče to ne bi bilo leta 304, tudi ni čisto sigurno, ampak dejstvo je, da so 1400 let po temu ta grob odprli in na lobani dejansko dobili luknjice od tega, ki so ga s tem železom špikali. No, skozi ta različna trpljenja so potem postali svetniki, zavetniki raznih obrti in Kasjan od leta 52, zavetnik, ne od leta 25, mislim, zavetnik stenografov, no, to danes noben več ne zna, stareti, če se še spomnite scenografije pisanja. Ko Tan je bil ustanovitelj, ni bil ne škof, ampak oni ga imajo za svojega mitičnega ustanovitelja. Tako je pri nas neznan, da ga je še zelo slavni Cena Avguštin je to fresko prepisal svetemu Boštjanu Sebastjanu. Ampak to nas je upozoril tudi Vozruba, da to ni. To je ta Seben. Tukaj gor je seveda danes je ženski samostan. To je bilo včasih središče briksenske, takrat še sebenske škofije. Danes se ta škofija imenuje bocinsko-briksenska, je bila sebenska ali pa sebinska, seben, potem je bila sebensko-briksenska, briksenska, danes je pa bocinsko-briksenska. Tudi naša škofija, razen Ljubljana, ki je nova 1461, ne, ima skozi isti ime. To je ob reki Ajzak, ne, ki se potem naprej dol izliva v Dižo, takole, to je tlele, zdaj malo pridemo pa do, naslednji je bil Ingenuin, meni se zdi, a ne, gremo lahko nazaj malo, še malo kar skače dale nam danes malo. Takole, Ingenuin je bil pa prvi seveda, to smo že povedali, prvi izpričan škof tukaj gor, konec 6. stoletja, zdaj pridemo pa do Albuina, tak nam je najbližji, da ste že videli, se bom pa še do tega, je bila njegova mati sveta Liharda. Albuin je bil doma na Koroškem, rojen na gradu Stari Kamen, tudi blizu Basnice, tukaj čez. Prav gotovo je vedel, kje je Bled, ker je takrat bil pa še Bled, če bil romarsko središče. Moramo nekaj vedeti, da romarji seveda je pobožnost in vse, ampak po drugi strani z gledišča domačega prebivalstva je pa to v bistvu turist, ki mora jesti, piti, prespati, na Bledu ga je pa treba še na otok peljati. In zato plačane. In tega mi živimo, kar Bled stoji, če smo čisto priti. Če je zelo pogrošno povem, ampak od tega pač naš blagostanje. Mama je bila ena izjemna ženska, oče je šel na romanje, ne na romanje, šel v križarsko vojsko in ta čas, ki ga ni bilo, jo je začel nagovarjati njegov brat. Se ni to dopadlo in iz čiste žlehnove, ko se je vrnil, mož je rekel, da je bila nezvesta in se je zelo razburil in je bilo čuda in pol zadeva, ampak ona se je umaknila, poje na drug grad, vrgel je še skozi okno in tako. Ampak tukaj ima en čaj si ohranil, to so režimle, ki jih na njen dan meče dol revežem. Albuin je bil izjemno popularen človek v svojem času. Prvič je bil ta zadnji škof nemškega jezika na poti iz nemške v italijanske dežele proti Rimu. In pod Brennerjem, že zato je imel precej pomembno vlogo. Takrat se rivajo med sabo in na koncu zmaga Henrik II. In spodnese že v Italiji izvoljenega kralja. Preden se je to zgodilo, če to uspe, če ga Albuin podpre, mu bo poklonil Bled in to se je pa končno zgodilo 10. aprila 1004. No, če ne samo tole stvar še pokažem, to je mašni plašč svetega Albuina, čez 1000 let star kos tekstila, en najbolj dragocenejših kosov tekstila kjerkoli na svetu. Pod fašizma so ga enkrat že spravili v Rim in z raznim fintam so ga med vojno 43.
dobili nazaj, ker oni so se ga že prerasli. To izvira z Bizanca, ki je 1004, še ni bila cerkev ločena, še čez 49 let, 1054 se ločila, se je cerkev razdelila na vzhodno in zahodno, pred je bilo še eno, in ta zadnja cesarica nemška z bizantinskega dvora, z visoko kulturo je bila Teofanu, menda sta bila zelo dobra prijatelja. Zdaj, razne variante so na ta Albuinov plašč, je pa to bizantinski orel, temno rdeča svila, menda so to delali v Damasku takrat, tako da je to ena velika redkost, ki tudi Albuina postavlja kot posebej pomembnega človeka. Tukaj je seveda, tole je z Blejskega gradu, ta je pa ostala, takole ni bilo, ki je bilo to v Tridentu, v cati Triglav, ampak kralj, mladi kralj da temu staremu in zelo sposobnemu škofu Blejsko posest, ker je vedel, da je stvar zelo donosna, če še tako daleč, in ko so dokončno prodali 1858 Mirikovo Wolfsruber, so se še dolgo lase polili, da so tako, kaj so spustili z roka. To je darovnica, zelo malo krajev, ima dokument, Ljubljana ga nima z 1004. Loka ima starejši, Loka je že 31 let pred nami pod Frajziškimi, pod tistim, ki pa pravimo Brižinski, da ne boste mešali. Brix je nekaj, stari ime za Frajzing je Brižin, zato imamo brižinske spomenike. Te dokumente so v bistvu, če zdaj zelo pogrošen plom cegelci teh misionarjev, ki še niso jezika znali, da so tam znali ljudem prebrati. To so bili v enih letnicah zašit in so tisto knjigo popravljali, so do tega prišli, nobeni zastop in počasno ponudili, da je to v bistvu prvi slovanski zapis, koliko to naš, ne ruski, pa srpski. To je darovnica z 10. aprila 1004 na pergamentu, to ponavadi na kozjih kožah. To je monogram, Henrik Rex, piše Ibrahimite R, tukaj ima nek piše X, to so mu sestavili ščr Henrikus Rex, tako naprej. Ta dokument je zdaj, kot vemo, v državnem arhivu v Münchnu. Večina dokumentov je pa še danes na Brixelskem dvoru in ker je bila skozi ista firma, seveda noben ni vrgel nič preč. Morate se seveda tudi tukaj naučiti malo brati med vrsticami včasih. In ni kraja skoraj v Sloveniji, kot je ta naš kraj, ki se tiče isto vas in nas, ki bi imel komplet od vsega računa, od vsega plana, od vsako razsodbo, to bi tudi 10 študentov pametnih bi lahko to šli reči naprej. To tako bogatstvo imamo, sreča je bila, da ni bilo tukaj, da bi tako uničili, požgali, prodali, tam pa mbenega ni zanima, ki je dosti bodeleč preč, kot je ostal. No, Henrik in Kunigunda je bila žena njegova, s Kunigunda je rata v slovenščini Kungota. Zvezoma v bistvu največ z nami, ampak največ cerkva Kungote je na Štajerskem. Tu se tudi tako kraj imenuje Skorna spodna, tu je Kungota, mislim, da je ne 6 ali 7, zdaj sem že malo pozabil. Bila je izredno napredna ženska svojega časa. Posebej je bila pa vsoražna zato, ker je rekel, da se punce lahko lahko učijo kot fantje. On je bil kralj, obljubiti mu je mogla neomadeževan zakon in so jo dobili po legendi za viteza, posebno v položaju, njega so seveda sekali, ker je bil samo hudič, ki si je nadel človeško podobo, da je zapeljeval cesarico takrat že. In potem mogla leva po razžaljenih lemežah od pluga, bosa, nič se ni zgorili in potem so bili, da je nedolžna. In je bil mir preživelega je za kar nekaj let. On je ustanovil Bamberško škofijo, tako da je sosed nam pobral in tam je Bog. In če boste kdaj v tem nekem Bambergu, na reki Izar je otok, tam je, nekaj draje na bregu, ni na reki. Tam je grobanca, imate te razne žita in okrog na obodu
to je kakor ena skrivna nagled, so legende z njihovega življenja. Oba sta postala potem svetnika, pa njemu, mislim, da ne bo noben robe zastopil. Veliki darovi cerkvi sigurno niso bili vira, ona je pa sigurno zaslužila ženske samostane, tako da so te plemiške hčere imeli kamit. Največji problem plemičev v srednjem veku je, kam zmularijo, kam z otroci. Samo en je lahko povedal, drugi je bilo treba poročiti, visoke dote dati in seveda so jih dosti v bistvu zaprli po samostanah. Zato imamo v Vilesovem take krasne, imamo od Kremze Šmita na primer slike, ki so jih te plemkinje prinesle s sabo kot doto. Prav mi te umetnine tudi kje po Sloveniji, kjer so bile tlele zaprte. Tudi prav tam je prišlo do raznih ekscesov in uporov, tudi na Južnem Tirolskem, proti takmu režimu, ampak ni bilo kaj dosti za pomagati. Ko je zapustil svoje ozemlje, seveda na jugu smo imeli Klausen, to so pa spet Klauze, to pomeni Kluže zdaj, po slovenski. To je ta zapornica. Tle še pred 30 minut tukaj skozi avto pospelo pred Brixnom. To je, ko se pride z Pustrške doline, tukaj je zapustil svoje ozemlje in sem se na svoje vrnil ta 6. dan, ki pa je še ne pol dni, ko je prišel od nas nazaj. Brixen je malo podoben naš Gorici. To je bilo prav mesto klerikov. Vse tole, vidite, to je dvor. To je dvor, je še danes, vrata, vse to isto. Tukaj imamo vrt, ki ga zdaj občina pograja, so bile slabe vole, ki je bilo krasen sadovnjak in vse. Tukaj je katedrala, še ta menta našnja. Tukaj je Sveti Turn, župnijske cerkve Svetega Mihaela. Tukaj malo naprej se združita obe dve reke in tukaj je nastalo to mesto. Brixen, to je današnje notranje dvorišče. Tukaj so nam vladali 800 let. 990 ga je Albuin prinesel škofijo Sebna v mestu Brixen. No, zraven je križni hodnik, prelep, in zraven katedrale seveda. Tukaj imamo upodobljena tega naša škofa in Genuina Albuina. To je pa posest. Zdaj vidimo, da je zelo dobro. Milili smo na več drugo gospodstvo. Tle na to stran, na Radolško. Dokler se v to gospodstvo se potem oklopil seveda tudi Begne, Lamberg in Katzensteinsi, ampak prvi tisti izpričani so tlele Ortenburžani z Koroške, za njimi so to prevzeli Celjski in ki Celjski izumrejo, pade to direkt pod cesarja. Gor imamo mejo s Koroško, proti Jesenicam je meja z Belopeškim gospodstvom, Bela Peč, vse, ki gremo čez na italijansko stran, ampak ti gospodje so bili raje na Jesenicah, tam ki danes Kosova graščina, kjer so bili bliže k šeftu in dogajanju, kot pa tam gor na koncu. Tako, naprej, na koncu Radovne, mislim, Mojstrana, Dovje, sta bila pod Frajzinškem, pod Loškem gospodstvom, ena njihova eksklava ven. Potem imamo seveda Trilavsko gorje ulice, na drugo stran je Goriška grofija, tlele pa odspod mejimo pa na Loško posest. Vsi te so stalno stegvali kremplje po naš zemlji. In kmetje, podložniki so jo prerili, kar so jo mogli, zato so jih tudi v Brixnu precej drugače obravnavali, kot so v glavnem feudalci svoje podložnike. Redkjer kmet je bil tako zaščiten kot naš, redkjer. Sploh ni primerjave, ker naši so seveda bili tudi zmeraj zelo pripirljivi, se ve, ker in se rad tožarimo, ter je tudi že tako bilo, so se vodili v Brixen pritožvati ali pa so poslali, se pravi, da je mogel že to napisati, pa da so te šluke, in s škofijo so ponovadi poslali komisarje v kontrolo. Skoraj redno so odločali v korist domačinov, ne pa njihovega zakupnika.
pri zakupnikih, oni so tega mogli sami upravljati, ampak so mogli imeti enega koncesionarja, bi danes rekel. Če je bil domač, je gledal, ko oči več pohopsal, kot danes ne. Če je bil tujc, pa ni kaj dosti zastopil, so ga pa okrog prenašali po domač. Tako da so bili zmeraj v dilemi, s kjer mu se zdaj zmeti. In seveda več različnih načinov te uprave je bilo, ampak v glavnem je bilo, ali je dobil plačen za to, ali je mogel, pa da je mogel vas dobiček dati, pa da je imel fiksno najemnino, rekel, ali je pa lahko zaslužil, pa določen del spet njim dal, razne variante so, v glavnem, bila sta pa dve gospodstvi. Zato eno je bilo pod škofom, pod knezom in škofom, seveda škof ima pa za sabo tudi stolni kapitel, to so pa vsi tisti, ki niso ratali škofje. Tako da je dobro biti z njimi v dobrem odnosu bilo in tretjina je bila dana proštam stolnem z Brixna in te so imeli sedež na Bleskem otoku, tako da imamo grad. Pozneje je bilo lažje, seveda zaradi, če je težko, če je slabo vreme, če je led, prisno otok, tam, ki je danes vila Bled, to je mlin, vidite, teče iz Zrnca ven, tole so njive odspod, stok, tam bomo tlele, še takrat, no, tlele so pa upravljali, potem je tukaj nastala tudi šola, ampak bolj ali manj, ko je nastopil nov škof, so na Blejski grad sklicali vse čez 16 let stare moške podanike. Prav so to naredili na Bledu, za nas pa za vas, po Bohinju posebej, ki je malo predaleč, kdor se ni udeležil, se mu upravičil, če je bil štrafen. In tam so zaprisegli. Mi imamo in nemške in slovenske zaprisege spravljene. To je neverjetno. In to so bili sklicani gor, na grad, mi je prebral, ponavadi je bilo dol župnik, kakšen drug v slovenščini, škof je prišel sam, ali pa je prišel, kak je poslal kakšni komisarji, če ni mogel. V glavnem, vsaka nova oblast je bila na Blejskem gradu tukaj zaprisežena in na koncu so jim dali mošta in je bilo to v tiste vsote in 27, je bilo kar draga ta pogostitev, ki jih ni bilo tako malo. Moramo računati, da je bilo takrat prebivalstva tukaj med 8 do 10 tisoč. Je bilo ljudi v vsem temu našemu področju. No. Bela, kot bomo slišali, je bila druga največja vas za Bohinjsko Bistrico, en praviš največja. No, tukaj imamo zdaj naše sosede Radonjčane, to je pogled z Begrne, to pa vse ne more zaobjeti, to je Pusgraten čez, Traščina, Svet Peter, te kapele več ni, tukaj je pretrg, no, tukaj imamo grad Kamen, kjer so bili Nambergi, so znotraj te posesti naše imeli na Bledu v glavnem pod kontrolo zasip. Drugo veliko gospodstvo, seveda je Frajzinško, še bogatejše, tole Loško gospodstvo, še bogatejše, še bolj ugledno, tlele, če vidite dobro, tukaj, če boste gledali, tle imate še Vislice, vidite tle gor. To je grad, ki ima še ta stolp, s takimi stolpi so se gradovi včasih začeli, to se reče Bergfried, to je danes podrt, imate samo še tloris. Ti so imeli seveda še tudi na Dolenjskem posest, ki so kovali te krasne kovance, Svet Maurici, Zamorc je v Frajzinškem in v Loškem grbu, če se spomnite LTH včasih, tista star znak je bila Zamorska glava pa krona gor, to isto, neverjetno si dal, sicer bo to ni noben videl, to je bil ta star znak od LTH-ja. In tudi sedanji papež Benedikt, in to je moj grb, in to njegov, pač domači grb. Te zakupniki najdel na Bledu so bili pa seveda Krajki. Potem, ko je Celjski seveda se posloval z tega sveta, je pirata Radolca državna, so bili čez obe dve gospodstvi koncesionarji. So se obnašali, kot da bi bilo to njihovo. Tudi niso bili najslabši,
In v tisti čakalnici, preden sem bil sprejet na tisto vlado, tudi tam je ena ovalna miza, no, in so po veličini stolov, veš, kdo je ta glaven, v Brixnu, tista soba pred tem ima pa grbe in ko je zraven ta glavna hiša, nas Herrschaft Fides. Potem bole sklepamo, to je tako z njihovega časa, da so kar ta grb krajgov ponudca za Blejski grb. V bistvu ga nimamo v Blejci grba, nažalost, imamo zdaj tega novega, ampak tako kot Radovce, ki je bilo mesto, ga nimamo. Tudi vi imate novega, ampak dobrega. Kozanski, te škofi so bili bolj ali manj pomembni, ampak nikoli pa ne nepomembni. In največji med njimi je bil kardinal in filozof Nikolaj Fouquet. Bil je meščanskega rodu, kar ni bilo zelo navadno. Ta je že delal na temu, da se spet združita pravoslavna in katoliška vera, mislim, cerkev, da se vera ista. In seveda potem zasedejo Carigrad Turki in so rekli, da je že to, so oni popi tam, da je to zato, ki so se hoteli zbližati, da je bila to kazen Božja in da nam. Človek je bil neverjeten. On se je izgovarjal tudi že takrat z muslimani, za mir, za vse. Tukaj je bilo pa sosednji gospodstvo, takrat zelo velik pritisk in on se je podal na pot, bil je bolan in je prinesel vse ti stari listine s sabo v Ljubljano in sem in je med drugim ne samo oblastem povedal, da smo mi v 1004, da tam piše noter, da vse, kar je na zemlji, nad zemljo in pod zemljo, je briksensko, ne državno. Seveda rudnine so je šle zelo na živce, ki so bile njihove in ribe in divjad in tako naprej, tako da je bilo zanga kar težko in je tudi v Bohinju dal sklicati na Bitnah v cerkvi, da gor kmete, mislim podložnike in ta njegov govor je si napisal v latinščini, imamo prevod v slovenščini, ostal ohranjen. Naj se ne bojijo, da smo mi toliko prej že tukaj in da nam noben nič ne more, ker je to sam cesar, še kralj podpisal, da nam more zdaj drugače. No, to je bil Jeremy, profesor je to z veseljem prebral, imate Bitnah cerkev, Ajdovski gradec tudi, konec koncev zanimivo. 1515 pride do upora, naši kmetje se temu uporu pridružijo, kar ne boste nikoli v šol slišali, proti radovškim meščanom, ne proti svojemu feudalnemu gospodu, s katerim so bili v glavnem dobri, ampak radovški meščani so imeli za pravico seveda svoje trgovanje, obrti in le so bili pri nas prva sposoben, tukaj so se veliko hvalili s tovorništvom, ki je saj dosti sodarji in vse sorte obrti so cvetile, tako da so Radovčani hodili in pretepali ljudi in ukradli njihove proizvode iz te seveda zgneva in proti tem so se uprli takrat kmetje Blejskega gospodstva, ali na Beli ali na Bled ali v Bohinju. To je bilo en konc tega je bil seveda zelo hud, tukaj imamo poročilo, a ne vidite, kako je peljete v Bogeli, staro pravdo, Levkup, Boga, Levkup, Boga Gmajna, za stare pravice. Teh starih pravic je bilo težko držati, bila je turška nevarnost, potres, bile so kuge, bile so kubilce, tako da je bilo izjemen težko kmetu vse tisto dati, za kar je bil vezan. Čeprav desetina ni tak grosen prispevk in tlake, naprimer, je bilo 3 dni pa kaj takega, tako da sploh ni zagovor, da bi bilo tako nemogoče. Tale stran Save je v glavnem bila zadolžena za ogromno dominikalno posestvo, ki sta bile samo 2. Eno pri Blejskem gradu, tam je dan štadion, drugo pa pri Novas. Tam so mogli obdelovati in tam so mogli snos skup spraviti in to pošiljati na grad. No, še boje pa naprej, kaj so bili še vaši dolžni. No, tukaj ta upor je bil seveda zatrt in vsi so dobili davk, puntarski davk in ga je plačevala pa Šelenkovičeva, ki je pijeno kmetijo, tudi če je bila
vdova po najemniku, je to bilo na hišo, ne na družino, tako v tisto hišo prišel še dol. Pa so se pa davki nabili, državni, pa republiški, deželnik, proti Turka, proti temu, proti Dunmu, stalno se je to večalo. In kranjska gospoda se je na vsak način želela polastiti Blejske posesti. Škofi niso mogli tako enostavno z Brixna se v naše domače razmere vtikati in na primer Torjaški je bil kranjski deželni glavar, bil je včasih predsednik naše republike, pa rekel izvršnega sveta, je bil tam. Šef je bil pa v Gradcu nadvojvoda Karl, ta isti Karl, ki je ustanovil Lipico. Ta je bil zelo katoliški. Deželni stanovi, to je pa ta plemiški parlament, domačih plemičev, tudi takrat je bila bistvene vrste skupščina, so bili pa zelo za protestante, ker so videli, če zmagajo, bo cerkev izgubila ogromne posesti in premoženje in bo to njihovo. Zato so oni šli. Kmetom so lepo obljubljali, da ne bo ne desetine, ne tlake, ne nič, in so se zelo rad pridružili temu. Od tistega časa imamo, župnik sigurno tudi ve, so prišli tili razni mučenci, razne take, kot imamo danes tile norce, ki jih imamo vsi. Tudi takrat so bili podobni, so prišli in so tudi cerkev tukaj uskrunili na bel. Podatkov, ko bi bilo na bel, luteranov, protestantov, nisem zasledil, ampak vemo, na Bledu je bilo pa kar močno in v Radolc. Posebej v vasi Grad, pod Gradom, pa v Zagoricah, v Podeščah, v Ribnem in tako naprej, jih je bilo kar nekaj in so mi je seveda za sabo najemnika, gospa njegova je bila na Gradu lepo, on si je torec Turki tipu, če je tam zakupnik je bil, to je bilo ukradons. Mrzkega tega bogataša dama je čez teden na Bledu, a ne oni nek drugi. In med drugim se je na Bledu pod gost njegove žene 1561 v glasu tudi Trubar. Trubar je bil impozanten, človek 2 metra velik. Vemo, da smo mu lahko res hvaležni, da je naš jezik naredil knjižni jezik, da so to prve slovenske tiskane besede, ne zapisane. In po 500, ne 400, koliko je to, po 460 letih in pol sem mu zdaj končno nagradu eno spominsko ploščo odkrili. Tukaj ga poznate, se iz vašega konca mojster Janez, ki smo mu lahko hvaležni, da to nagrado imamo. Če ne bo on prišel, to je še iz tistih časov, ki je bila vsaka stvar odveč. Danes smo lahko presrečni, da ga takega človeka imamo in njegove naslednike, ki so tako tudi z vašega kraja vseeno. Tam je Lešnik, tudi se je tukaj močil. No, to smo zdaj odprli pred 3 tedni, to je novi škof, magister evangeličanske cerkve v Sloveniji, magister Leon Novak, krasen gospod tudi, no, in to je tabla, sem seveda jaz. In Janez vidite res podobno, skukaj je reinkarnacija. Noter je tudi manjša zbirka in se mi zdi, da prav, da to tukaj pri nas je. Seveda je v teh svojih žarečih nagovorih mrzkoga prepričal, ker večinoma so novi pridigari, so izhajali iz katoliških župnikov, ki so pa kot nižja duhovščina tudi zelo težko živeli. Škofam je bilo v redu, plemičem tudi, ti so bili pa med ljudmi in so težko živeli in tle imamo 2. En je Fašen na Bledu, drug je pa slavni Peter Koprinik, ki je bil v Lescah, ime ima mogoče po Vas Koprinik, pa ko ata je bil menda Kovač v Radolc in seveda se je tukaj peripeti še in še, in ker je bilo to gibanje na Bledu tako močno, je bilo tudi podprto od domačega gospodarja, še hujše pa bilo, da je bila tale Torjaška pravzaprav
šlahti s škofom v Brixnu, ampak je še na to stran, in seveda mu ni na misel prišel, da bi to spustil z rok. Tako da so žene kmete pregnali kot protestanti, kot luterance, pa so jih mogli nastaviti nazaj in potem je prišel skoraj do vojne. Adam Rauber, z bitke pri Sisku, se mogoče vse velik kranjski vojščak, junak, ta Adam Rauber je bil poslan od deželnih stanov, da naredi na Bledu red. Brixenski so pa tudi svoje poslali, drugo so se v glavnem Bohinjci, ki izgleda, da se nova vera tudi ni prav operira, in so bili nagradovni, so bili pa lescah in je zelo malo manjkalo, da bi se zares stepali. 200 ljudi bilo na vsak stran. In na robu ene državljanske vojne tukaj. No, ampak potem je pa Selikov veljala državna beseda, ne deželna, in je Karel odločil, da ne se razidejo in da se tem ljudem oceni premoženje, in so jih po tistih cenah so bile izplačali in so mogli od nas preči. 33 družin z Blejskega gospodstva, z vsem člani se prežene, za reko maj. Predvidevam, da so šli v glavno Korošk, ki je tlele gor Belo jezero, Šinjasijo, ki imate po Koroška, imate te luteranske enklave. Ko je čez mejo, so na primer Zagoriče. To so slovenska luteranska vas na Koroškem. Pri nas so se luteranci ohranili v Prekmurju, ki takrat še ni bil niti smatran kot del Slovenije, bolj ali manj, ki je bil tudi pod Madžari, ki je imela verska svoboda, vse je malo bolj prisotna kot tukaj. Tako da imate, če je tam en krk, bil je Vindiš, pa so katoličani, so skoraj gotovo staroselci, če je pa Vindiš, ker je samo stara nemška beseda za Slovence, kot mi pravimo lahi za Italijane, če so pa luteranci, so pa gotovo begunci iz tega časa. No, treba je bilo vzpostaviti nazaj red in poklicali so škofje Lenkoviča, to je bil Hrvat, tudi tamle Senja, in je v njegovem času 1589 je Bled versko učišče, ker je spet zavlada mir. Svoji ženi je dal zgraditi cerkvico, to je tak gorenjski Tadž Mahal, ki tam je tudi za kraljico naredil un mogul, ampak je ta že zelo ugulen, ta nagrobnik, ker je na tleh. To je sebenska cerkvica. Med zakupniki so bili kar pomembni ljudje, teli golniški so bili kar nekaj časa, vidimo, da imamo 3. Od tega prvega je Daniel je mogel postati tukaj, prišli so z Golnika. En brat je ratal stiški opat, en drug brat je ratal spovednik princeze Ane Marije Avstrijske, ki se je poročila s portugalskim kraljem in ga je vzela s sabo v Lizbono. Je bil pa tam, je pa izrekel še svojemu bratu Francu Genuinu, da je šel z Blejskega gradu v Lizbono in so ga poslali v Indijo. In je bil tam šef 20 let portugalske kolonije Div. Poznate? Taman. Drug z tega časa je Mengshan Hallerstein, ki je prišel v Peking in je bil mandarin 12 stopnjev, če bi 11 pred njim bil, bi bil on kitajski cesar, ker je imel vzpostavil astronomski observatorij. Taki majstri so to bili, jezuiti, ne smemo pozabiti. No, to so glavne filesi, imamo še druge, pa pridemo do tega, pred katerega bi bili danes v zgodovinopisju Slovenije bosi. To je pa seveda Valvazor, rojen je bil v Ljubljani, napisal je, takole je to bil v originalu, in kar boste tukaj videli v glavnem z originala slikam to srečo, potem v nas spet razlagali. Trenutno je pri meni doma, ni pa moje, so kar imamo slikanje z originala poslikane. 1689 je spravil skupaj slavo Vojvodine Kranjske. Korensko imamo tukaj posebej. To je človek, ki nima primere v naši zgodovini
Rojen je bil precej bogat, umrl je brez vsega na Krškem. Tudi deželni stanovi, naša tedanja deželna oblast ali pa republiška karkoli, jih ni briga, kot da je zagrebški nadškof to kupil. Pred leti so prišli neki baraboni do tega in so liste strgali in te so bili pa v toplicah. Velika afera, ampak se v tistih časih to ni bilo tak prekršek. So po listah prodajali. No, tukaj imamo zemljevid, njegov, prva petina Kranjske, to je korejska. Tukaj seveda je samo javornik, ni bele. Bled je velik, boken je manjši, no, takole. To je bil bolj poseben pogled. Gremo naprej in ampak v tem knjigi imamo že noter tudi belo. Spisek vasi je tle, der prvi Asp, ein schönes Dorf liegt nahe bei Veles. Ena lepa vas, ki leži blizu Bleda, piše. Zasip, Asp je zasip. Tle imam pa Bila, nič piše Koroška, samo Bila. Alle nächst bei Jaulburg unter den hohen Schneegebirge liegend behaustet viel Bergknappen, so das Eisenstahl und Erzgraben. No, takole piše. Piše čist bela, ko je zraven Javornika, pod visokim sneženim pogorjem, ležeča, nastane veliko rudarjev, Bergknappen, ki kopljejo železo, jeklo se nakoplje in rudo, no, tako naprimer je. Takole je bela pa varna zori. Od Javornika sta pa dve strani, je pa tudi v bistvu bela. Idemo naprej. Tukaj imamo pa omembo njegovo vaše cerkve, ki takrat ni več pod Radovljiško, ampak je že pod Jeseniško župnijo. So bile še 3 podružnice, razen tlele belske še na Planin, na Plavžu in na Sav. In tukaj piše, der Heiligen in Genuini in Albuini zu Bleda. Piše tukaj, mati cerkev ima naslednje 4 hčere v sosednje cerkve. Prva je svetega Genuina in Albuina, je že zelo stara, in je bila 1361 strani škofa Inocenca VI. Takrat se začne, ko piše, seinen Anfang angenommen v Zeiten, in to je bilo že sigurno kaj druga. Seveda takrat še ni 18. stoletja, govorimo o 1685, ki je to pisal, in da so bili prej pod Radolško in zdaj pod Jeseniško župnijo, bila desetina, sein Zwar zu den Fahrradmazor gezogen worden. Zdaj ne vem, to pomeni sedanji čas, da so desetino mogli oddajati še zmeram Radolški župniji. Takole. In da je pri tej cerkvi cveti bratovščina svetega Vincenca. Nekaj tako, kar se danes vidi. V Javorniku se je pa seveda zelo razpisal in to je že ta graščina, za katero je zaprosil, no, kaj se je kupil to pa par let, ne bo če, to je naslednji Pasarel, ne, je zaprosil pa Carel Škofa, če si lahko to graščino postavil. Rudarstvo sledimo že vekomaj v tem koncu, ampak počasno se pomaknili čim niže, ker je voda bolj močna, ker pri topljenju železa seveda rabiš tudi energijo in to je bila voda. Krop je to. Krop ne je bilo žive dušične, kropica skozi tekla. List v mraku. In tukaj tudi v temu grabnu potoka Javornik seveda se tole ustanovi, piše izjemno zanimivo, da je jeklo. Strah in trepet Turkov, da so to najboljše sablje v bistvu so letele in da so se svetile pred turškimi močmi in pred nosama nekaj takega. In da so bile žene turške krvi, te sablje. Ker to je bil si glaven sovražnik v tistem času. Potem piše, da je tale, ne, to ne piše tele,
piše naprimer, da imajo ne samo to, da izdeluje najboljše jeklo, kar jih je na Kranjskem, pa da imajo še tudi ogromno posestvo, pa da se dosti prebivalstva ukvarja s kontrabando. In je omenjen tudi Medvedov dol, Medvedova dolina, tam na Koroškem, kjer so švercer, švercer so pa sol, med, na Koroško pa brinove jagode, ne vem kako, švercer so seveda vino in bliže Weinbrand, kukor iz ene vrste žganjeno. Kole so švercer čez, pot je bila zelo nevarna in prav, da so jih seveda zasledovali tele cesarski carinski uradniki in da je bilo, ko štavto bili, da je bilo veliko krvi prlite, jer so se ponavadi stepali na stran. Da je to zelo pomembna dodatna dejavnost tudi vašega kraja, očitno. Niso v Javorniku, mislim, da je bilo še drugače po Javorniku, ne. Je bilo pomembno. Potem pa piše, da imajo ogromen obzidane njive in sadovnjak. Da je neverjetno bogat kraj. V Jesenicah, ko so Grašina, je seveda bil belopeški gospod. Piše, no, Prval vas zelo smem pozval, on piše zmeraj, je prvi, ki napiše zraven slovenski, Jesenice, piše lepo, domače. Ampak samo za Kranjsko, na Koroškem tudi tam ni slovenskih imen dal zraven država. Naprej, zdaj imam pa tle sabo, ker v Blejskem gradu so bile, seveda tudi, je bilo tudi sodišče in pred leti je Peter Ribnikar izdal blejske podložniške prisege, ker so v slovenščini redke. In tle so bili 3 kmetje, se mu samo konc zbile, zaradi njive se gre seveda, drugače so pristopki istih danes, karkoli se zmisli, da je bilo tudi že takrat. Najbolj zanimivo v teh priseg je pa 2 bratov Kajžarjev zgleda, ne Kruntarjev, ki se tožta, kdo je koga okrog prinesel na amsterdamski borzi, pa poj na Dunaju. S takega denarja so te ljudje operirali v tistih časih. Zgovarjamo se 300 let nazaj. Ubogi podložniki, ki so jih samo tebe. Le piše, jaz, Jakob Justin, Blaže Soklič in Urban Noč, isto, prisežemo Bogu Očetu, Sinu in Svetemu Duhu pravo, čisto resnično prisego, da smo le to na zahtevo Primoža Čopa, od Hanžeta Čopa, Svetina ali njegovega očeta Jurija Čopa za 300 rajnišev, se pravi renskih moldinarjev, zastavljeno njivo in mejo na to vižo pri naši dobri vesti in tako naprej. Piše, ker so to zapisali, ker so mogli presežiti in da se ne bodo lagali. Vsi se niso tega držali, kar vidimo. So tudi zgodbe, naprimer, najboljše Bohinjskega župana, ki je tudi šel za eno deklo gor na eno planino in je bil velik škandal in takrat in tudi on obtožen. Tukaj na Javorniku vemo, da so bili Učelini, pa so bili Pasarili, pa imamo 100 let se menjajo razni, Gregor gre dol, ampak Rude je bilo skozi manj, skozi težje je bilo konkurirati, dokaj ni prišel Zois, Zois oče pravzaprav. Michelangelo Zois je bil iz Trsta gor izjemno sposoben, poslovno, nič prav preveč dober do ljudi, drugače navadnih, do tistih, da pravi nižji. No, glavno imel več sinov in najbolj pomemben zdaj je seveda Rožiga Zois. Tukaj ga vidimo na invalidskem vozičku, ki si ga je sam skonstruiral. Brat je nabiral rožce, Karel Zois pa prišel zdrav, Kuriba, ta Boban in je vsak šefte volil. Tam v Ljubljani, pri Karlovškem mostu, veste, ki je cel Zoisova palača. Taka velika zgradba, veste, od Križank dol pod Ljubljanc, ta zadnja, tam noter je on na dan imel na južene 50 ljudi. In podoben kot pri Varvazorju, tudi pri njemu, te se niso čutili nemško. Nas so pa zmeraj hoteli v bistvu ponemčiti, ker smo ta zadnja ovira, da nam morajo Evrope na pol presekati, če se dozemlja čez nas pres. To je tisti hec, ki straja že kar je, koga drugače. In to so bili pa italijanskih očetov in slovenskih mater vsi. In so to izjemno gojili to
slovenstvo tistega časa, če lahko tonsko sploh rekel. In je zato podpiral vse te nadebudne našega Linharta, Vodnika in Japla in še bove koga vse je podpiral in potem je počasi pokupil vse železarne tukaj v našem koncu. Pa imamo Bistrico, tako ne še malo najprej Bistrica, tudi Zoisova graščina, tole je Stara Fužina, Staro Kladvo, se piše na Stari Kladvi, pa seveda Javornik in tako naprej. In nekaj časa je to tudi zelo floriralo, pa pridejo Francozi. Počasi je bilo to že vse prej zastarilo in seveda so bile velike težave. Ni bil prav priljubljen pri škofah, ker so njegovi stalno kradli les. Lesko gospodstvo je bilo najlepše gozdove na celem Kranjskem. Za Brixenske je bil pa še zelo izjemno pomemben lov in ribolov. Ne, da bi ljudi kot tega živeli, ampak je bila prestižna zadeva in tukaj je bilo sicer tele rdeče, pravijo Rottweiler, sesrnjadi ni bilo dovolj veliko, so bili pa jeleni, seveda gor gamsi, zajci, kar hočeš, no in sploh tale nekoč konc je bil polov zelo znan. Takole, da so spori z njimi je bil dolžen, enkrat že za polletne najemnine koncesionarja za 2000 godinarjev. Iz 1775 sta na Brixenskem gradu le krasne slike, približno tako velike, malo manjše. Tukaj imamo z te strani bled, letnico imamo skrito, kot je tipično za 18. stoletje, je 1000, ne, da je 500, seštejemo te rimske črke, so v bistvu številke, dobimo 1775. Veliko bolj pomembna za nas tukaj je zdaj ta slika, to je pa še nove, da. Ne vem, ko bo zračen posnetek že v tistem času, je že predolgo. Likar bom konc. No, če gremo še enko nazaj lahko. No, to je, no, če preskočimo tukaj, evo, to je graščina, grad Blejski od odzad, tukaj bo zdaj muzej, ta hiša, kjer je bil pisar, je še točno isto, kot je danes prvak zavede gor. Tukaj je danes na vidu športni park stadion, imate pred Kostce, odzad že Grablice. To je bila dominikalna posest direktno pod gradom, kot ta v Novas. Le odzad imamo seveda gorje, Grimšče, konkurenca in glede imamo Sebene, Zasip, Savsko, Strugo in glede so vaše vasi, ampak ne pride, nažalost, Javornika in Bele in potokov ni gor, ko da se začne tukaj, da sem pa že pozabil, kjer je, a Breznica, kaj. In lele imamo poj, tule je Vrba. Studenčice so ta prve, ja. No. V glavnem tele vasi ob Cesarski cesti, Kašarija so tlele, to je za Breznica mesi, ne. Pa so tle Begne, Svet Peter, 33 piše Sončni vzhod, piše pa sonci darisan. Tlele imamo, ja, Studenčice, Vrbo, pa je tule poj. Lorenc, tako evo, to je Struga odspod, evo. No, zdaj smo pa na tem vojaškem zemljevidu, ki imate tudi od zunaj, ampak jaz tlele, če se še tlele, jaz vidim, piše Dorf, Bela, tam piše pa prav napisan Koroška Bela. Vidite, malo slabi se vidi. Ne, se je zgoraj. Tele mi kažete potoke, zgoraj je Koroška Bela. Ne potoke, a tle? Ja, tam je. Ne, to je Javornik, ne. Javornik, aha, a piše Koroška? Piše, ja. Aha, točno, ja, evo vidiš. Zato je to od zunaj se lepš vidi, ker jaz sem že skopil to sliko in v glavnem le se to dal. Zdaj ne vem, a je bil kdaj mogel biti pri Javorniku most čez Savo, kdo ve to? Na te slika še ni. Lesen most. Ampak na te slika še ni, ankera, ne. Na tem zemljevidu. Evo, dobravo. No, to imajo pa v Bohinjsk 750 zanč tudi slikal, to je z konca stoletja, da imamo največ podatkov. Nažalost tudi tukaj ni Bele gor. Javornik je, ne vem, kako da so to spustili, ampak kar največji vas, ampak pide Boga. V glavnem, še naprej. No, do 1803 je to gospodstvo obstajalo, pa je bila pa vsa cerkvina zemlja podržavljena. To je bil čas tudi za Zoise in podobne,
da so sekali kozmišen po gozdovah in gradili les, ki so ga rabili za ogled. In to je bil en tak nič prav prijazen čas, ampak ko se spet stvari ustalijo, 1848, veste, da je zemljiška odveza, no še prej, mislim, da je 39 so dobili škofje to enkrat še nazaj. To je pa že čas velikega pritiska Italijanov znotraj Avstrijskega cesarstva, prodali pa gor in so vedeli, južni Tirolci, da edino, kar lahko ohraniti jezikovno in narodnostno mejo, so župniki, ki pridejo v svojem jeziku. In zato, že takrat je mogel biti malo problem, so naredili najbolj moderno šolo, to nižje semljišče tistega časa v cesarstvu, da bi v to super moderno šolo čim več fantov dobili. Danes je skoraj prazen, še zmeraj ostaja Vicentinu in zato so prodali Blejsko posest globoko pod ceno Viktorju Loardu. Tudi pred njemu ne moramo kaj imeti. On je seveda imel velike težave, pa 11 otrocah so bili vsi navajeni fajn živeti in je tudi on mogel prodati gozdove v kranjski industrijski družbi. Prodal jih je za 5-kratno ceno, kot jih je kupil, za 750.000 dinarjev. In jezer in Blejsko posest Ožjo pa Adolfu Muru z Dunaja, je bil judovskim trgovcu pravzaprav, tiste dve vile pod gradom, Rok pa Zlatorog, tam Malah zdaj, pa ki je državna Zlatorog, ker ste peš, na Tegamca. No, te dve vile sta bili njegove, naprimer. Zanimiv dunajski arhitekt Neumann postavil še ta staro vilo Bled in Blejski Pridov, drug arhitekt dunajski je bil pa Friedrich von Schmidt, ki je novo Blejsko župnijsko cerkev. Tako da se to konča. Zdaj bi pa vseeno še nekaj, še nazaj to moramo malo prebrati, ker smo rekli, da bi mogli biti tukaj bolj poudarek na beli, ampak pravim, to je eno. In tudi noter nastopa kakšne posebne, če ste brat Gornika, se ga zelo splača, ki velikokrat nastopa bela. In tudi ne zmerjamo najboljši luči, ker velik problem je bilo naborništvo, ker je bilo na vsakih 25 hiš ukazan, da je treba enega vojaka dati. To je bilo v bistvu za tistega fanta smrtna obsodba, ker se skoraj noben ni vrnil. Pa so s kakšen prst odsekali, a so se prav mladi poročili, so naredili na vrtu in kakšno kajžo, da je bil zakon. Hodili so naši tudi, ker je bilo treba dati število, so dobili od škofa dovoljenje, so bili dol na Tolminsk, da je vlastnih postopačev z Fulanije. Tiste so polovali, pa so jih povedali, da je bilo. In kdor je te skrivače najdel, je bil visoko nagrajen, tudi Janez Noč spele, je bil proščen vseh feudalnih obveznosti in osvobojeni, ne vem, kam se je potem sicer skrup. Župani so dobili nalogo, da iščejo te skrivače, če so, ampak kakor so šli komisarji preč, so pozabili, so spet z njimi delali, se ne moreš pod svojim letkom, ne moreš biti. Tako da je bilo čuda teh peripetij. Zdaj bi pa meni se, da sem si pa izpisal, to se pa vse ne more zameriti, kako je približno bilo, največ točnih podatkov imam sredi 18. stoletja, koliko je že vse pod koncem. Takrat je bilo na Bel 17 velikih kmetij, gruntov, pa 47 kajš. In je bilo 456 ljudi. Samo Bohinjska Bistrica je imela 502 prebivalca. Ker Bled takrat se še deli na vasi. Tisto, kar mi pravimo danes grad, na gradu je na gradu, v gradu je pa pod gradom. To je vas grad, tam je cerkev, ki je življenja. Včasih najbolj napredna, danes najbolj zanikana nažalost. No, več kmetje so bili tam. Potem imamo Zagorice, tam za Gaddafija odzad, je prava kolonizacijska vas, dolga, ima vsa po kosu, hišo, štalo, skedenj, vse tako je bilo. Potem imamo že reče ena taka koseska, kot je bila mogoče tudi Koroška bera, ker mislim, da prav gospod Šušina, kjer je predvideva, da so zato bili, da so
Blani, vaši, imeli za to pravico spremljati škofa do Blejskega gradu in tam zanj skrbeči pa šel obisk, ampak to so tudi bili ta prvi, ki jih je srečal. Jasno, da so šli z njim, da niso zdaj Blejci sem proti domačinom. Mislim, lahko da je, lahko da ni. No, tista je tako grušasta vas, če lečenje v ledu, pa imamo pa še mlin, kjer teče voda ven, zraven je zazer in rečico, ne, tam odzad. To je danes Bled. Šele od 61 je bil. Bled morate gledati, če berete, kaj je 1900, kukaj danes mi gledamo Boha. A ne vse skupaj, ni kukaj mest. Takole, da je bilo to, kaj so imeli. Zadelati, naši tlele, polska dela pri Novi vasi tam, se gleda nositi snov, njive vdelovati, oskrbo z vodo na gradu, če je presahnil tis vodnak, ma ga bomo na gradu, ki deževenco zbira. Problem na vseh gradovah je bila oskrba z vodo, ker so na skalah. Zdaj pa nas, ne. Potem 3 dni na let so mogli govoriti in pomagati, če se je kaj zidal, apan gasiti. Teli kajžari so imeli isto, tudi 3 dni dovolj, mogli so še prosol ušiti, slamo šiti, vrvati grad, če je bilo treba, gnoj čistiti z grajskih štal. Na potoku je bil Blejski, samo en kmet je bil brez obveznosti. In tako da to je to, ta groza, ne. To imamo tlele. Prebivalstvo, se pravi, takrat je bilo 1778 je bilo na tem področju našemu pod Priksensko gospodo 6265 ljudi. Moramo jih saj še 2000 drugih šet, so bili radolški podaniki pa nas, še zbegen, oziroma kaj so še bili. Mrskjer je še bil, da ni bil prav dašno, tako da lahko rečemo, da je bilo ne 8000 ljudi, no to 10 mogoče. In takrat je bilo pri vas 94 hiš, v katerih je živel 101 družina in, to sem se pa zdaj zmotil, to je bila Toška posest. Čakaj, da vidim, koliko sem rekel, koliko hiš je bilo. Kroška bi bila 71 hiš in 88 družin, glavno je enodružinski, če tako vzamemo, 456 prebivalcev. Na Javorniku jim je Blejska gospodska samo enega, Pororotah si je, to smo pozabili, tudi piše Valvazur, da je izreden fete, gras piše, masna trava, da je izreden dober. Tam sta bila 2, je bilo 23 ljudi, po Potokah tudi 2, je bilo samo 10 ljudi. In za primerjavo, Vas grad, glavna, ki se v Nemčiji zmeraj pod Veljes, je pa 57 hiš, pa 65 družin, pa 372 prebivalcev. Se pravi, kot Vas, za Bohinjsko Bistrico, je bila to največja vas. In se tiče vse, se to je bilo tako težko, kakšno lepo zanimivost dobiš v Gorniku, ali pa še kje drugje, kakšne nemške zapise, ampak v glavnem se vse tiče isto. S tem bi zaključil. Če ste zato, sem bilo predolgo videl, da bo skoraj. Vendar ste preč trpeli. Zahvalil bi se, zahvalil posebej Petri, ki mi je takole delo spravila, da sem se tole upal in seveda srečal, da mi je pomagal z vsem delom. In ni bilo tako malo delati. Drugače pa, če vas zanima širše, sva posnela pomlad 5 ur, na YouTube si lahko pogleda Bled skozi časno. Se seveda tudi vrstiče isto, se nekaj. Samo bi še nekaj povedal, da se čuti, da smo bili toliko časa skupaj. Tudi v tem času, ker je izredno dober, razen kar se tiče bolnice, je prva stvar, da smo se vseh teh letih skregali z Gornji Gorenjski župani. Mi se zmeraj enkrat na mesec usedemo, na temo damo, skupno sporočilo damo, skupaj ministre napadamo, to zdaj gre kar v redu. Ti se saj odzivajo, tako da čisto nam še niso izbili tega, da smo v bistvu toliko časa skupaj spadali. Hvala lepa.